Pozdravljeni, moje ime je Gregor in v tokratnem videu bom spregovoril o negovanju kože za moške. Namreč pred kakima 2 letoma sem naredil nek podoben videoposnetek, kjer sem zelo po domače improviziral in prikazal, kako jaz skrbim za svojo kožo na obrazu. Povedal sem tudi, katero milo uporabljam in pa katero kremo, da koža ostaja vlažna oziroma da ni preveč suha. Sedaj pa sem zadnje mesece, tako res kakega pol leta, opazil številne oglase na Facebooku in pa tudi Instagramu glede ene znamke, ki se imenuje Lumin. Zdaj naj bi šlo za linijo izdelkov za negovanje moške kože na obrazu. Pa priznam, da me je radovednost pripeljala do tega, da sem večkrat obiskal njihovo spletno stran. Ogledal sem si tudi nekaj videoposnetkov, da sem dobil še neko bolj realno mnenje. In moram reči, da celoten občutek, ki sem ga dobil in vsa ta mnenja, če jih skupaj združim, so v bistvu taka neka srednja mnenja. Kot da v bistvu izdelki niso imeli nekega večjega vpliva na stanje njihove kože in ni imelo nekih ekstra posledic, ni pa bilo nekih ful slabih reviewov. Tako da sem se po mesecih raziskovanja in tega pušanja oglasov vdal in si rekel, v redu, Gregor, pa probajmo malo spremeniti svojo rutino, kajti dodatno je moja radovednost podžgalo še to, da ponujajo 30 dni brezplačnega preizkusa. In sem rekel, ok, 30 dni pa bomo videli, kakšni bojo kaj rezultati. Tudi če ne bojo zdaj neki strašni rezultati ali bo ostala situacija ista, nimam kaj izgubiti. Če bo pa slabše, pa prekinem uporabo in to je to. Torej, tako sem po teh vseh reviewih in videoposnetkih šel ponovno na njihovo spletno stran, na luminskin.com, kjer ti že v bistvu v samem štartu stran ponudi gumb Pick My Set in te s klikom na ta gumb preusmeri nižje dol na stran, kjer ti predstavi 3 različne opcije. In tukaj se potem prikaže prva opcija, ki ponuja izdelke za mladosten videz, torej da se koža lepše stara oziroma skrbi za kožo in daje mladosten izgled. Druga opcija je potem bolj klasična opcija, ta velja za mlade, za začetnike, ki se želijo začeti ukvarjati z negovanjem svoje kože na obrazu, za športnike in pa tudi za druge. V bistvu je za take bolj low maintenance ljudi in to v bistvu meni najbolj paše. Tretja opcija je pa potem za zaščito kože, sploh za kako hiperpigmentacijo in pa da v bistvu tudi na svoje slabše dni izgledate najboljše, kar se da. In njihove izdelke sem pred nedavnim tudi dobil, trajalo nekje 5 delovnih dni, da sem jih dobil. In tukaj je tale paketek, paketek ni velik, kot vidite, dobro skrbijo za svoj branding, na veliko piše Lumin in na črni podlagi z belo pisavo zelo dobro izstopa. Sicer paket je zelo preprost, ampak tudi nič kaj ne pričakujem. Pa odprimo tale paket. Tukaj je potem knjižica o njihovih izdelkih. To je prvi paketek, to je krema za kožo, torej da je koža hidrirana, da ni suha. Izdelek se v bistvu uporabi potem, ko uporabiš ostala dva. Naslednja škatlica je za v bistvu neke vrste peeling. Tretja škatlica pa vsebuje izdelek za čiščenje kože in je iz premoga. Joj, pardon, moram noter skočiti. Mislil sem oglje, nisem mislil premoga, kajti nihče si ne maže premoga na obraz, kajti premog se uporablja za kurjavo, ne pa za čiščenje obraza. In s tem izdelkom v bistvu začneš to svojo rutino za negovanje kože. Torej, v bistvu izgleda takole, zelo majhna pakunga, ampak upam, da učinkovita. Piše, da moraš izdelek vtreti v kožo, nekje 30 sekund to traja. Občutek je suh, bi lahko rekel, malo si še ga moram dodati, ker sem ga mislim, da malo premalo. Ampak, ja, načeloma zelo prijeten vonj, res tako prijetno diši. Nima nekega takega vonja, kot bi ga pričakoval, da ga ima oglje, kot po grilu ali pa nekaj takega. Občutek je zelo tak, kako bi rekel, zateguje rahlo kožo, ko si nanašaš to gor. Kot sem rekel, diši in pa zelo lepljivo je. Tako, sedaj si umijemo obraz, kajti 30 sekund je nekje minilo. Naslednji izdelek, ki ga moraš nanesti na suho kožo,
pa je v bistvu peeling, ki pa pobere dol mrtve kožne celice. Je pa kar razlika od dveh teh paketkih. Torej, tale iz oglja je malo večji, ker ga verjetno več porabiš kot pa tale. In spet si tale izdelek v bistvu moraš utreti v kožo. In ja čutim, kako se tile manjši delci že luščijo od mojega obraza in odpadajo stran. To je to, sedaj si z mlačno vodo ponovno umijemo obraz in tako sedaj smo si spravili še tale peeling dol iz obraza in čas je, da si nanesemo tole kremo, da nam kožo navlaži. In ja, ful si je fajn mazati svojo kožo, ker je zdaj res ful taka gladka po tistih prejšnjih dveh izdelkih, torej oglje in pa peeling zelo pomagata. Tako da moji občutki so zaenkrat pozitivni, vsi trije izdelki zelo lepo dišijo, kar je tudi dodaten plus, da ima prijetno vonjavo, torej tudi koža bo bolj ali manj prijetno dišala. Evo, in to je to. Sedaj po uporabi sta minili nekje 2 uri in koža še je vedno navlažena in ful prijetna, tako da se res dobro počutim. In definitivno bi lahko rekel, da za prvo uporabo bi izdelek priporočal. Bom pa definitivno izdelek uporabljal naslednjih 30 dni, da vidim končni rezultat, saj je to ravno neko tako obdobje, ko se bodo rezultati videli. Po 30 dneh bom pa naredil še en kratek review, kjer bom pa dejansko podal, kakšni so realni rezultati. Ali se torej koža kaj popravila, ali je stanje mogoče isto, ali se pa mogoče celo kaj poslabšalo. Bomo videli, kaj bo. In pa tudi zelo dobro se počutim. Tako da bomo videli, kaj bo prineslo naslednjih 30 dni. Spodaj v komentarjih pa lahko zapišete, kako kaj vi skrbite za vašo kožo na obrazu, katere izdelke uporabljate in pa mogoče kaj tudi priporočate. Hvala, da ste si ogledali moj video. Če vam je bil tale video všeč, mu lahko daste tudi thumbs up in pa se naročite na moj kanal za še več vsebine. In pa kot vedno lahko me sledite tudi na Instagramu pod GregorV. Lepo se imejte, pazite nase, pa nasvidenje do naslednjič. Čau!